Prav lep, prisrčen pozdrav z moje strani, Vanja Trkman, sem z vami v družbi Radia Robin po dolgem času, tako da sem vesela, da se ponovno lahko slišimo in tudi vidimo. In vesela sem tudi, da lahko napovemo novo sezono korakov do uspeha. Letos bomo korakali na temo turizma, iskali bomo turistične priložnosti na Goriškem, pa tudi širše. Verjamemo, da je tukaj veliko potenciala, kar bosta danes, verjamem, povedala tudi gosta. Lepo pozdravljam Eriko Lojk, direktorico javnega Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Dober dan vsem poslušalcem Radia Robin. In seveda našega častnega pokrovitelja, ki je z nami že od leta 2017, Gorana Miškulina, direktorja večinskega lastnika podjetja Spintek, pa tudi podpredsednika javnega zavoda, prej omenjenega. Dober dan tudi vam. Lep pozdrav tudi z moje strani. Koraki do uspeha. Nova sezona korakov do uspeha, kot sem že omenila, od leta 2017 so že začeli podjetniki razpravljati, kako do uspeha. Tako da, gospod Miškulin, morda ena kratka retrospektiva z vaše strani, koliko podjetnikov, koliko idej, pravzaprav je manjkala neka taka oddaja, nek tak pogovor o tem. Ja, takrat sva se dobila z Martino in nekako sva iskala idejo, kako skozi oddajo ozaveščati ljudi, povprečne ljudi, ki se s podjetništvom vsakodnevno ne ukvarjajo, in jih na nek način motivirati, da vidijo pred sabo priložnosti, ideje in da to ni noben bav in da se podjetništva lahko loti vsak. In potem smo rekli, bomo to delali skozi oddaje, kjer bomo tako podjetnike mlajše, manj izkušene kot tiste zelo izkušene predstavili njihove zgodbe, da se motivira širši krog ljudi. Ja, lahko rečeva tako čez palec, da jih je bilo kar čez 100 v naši družbi? Ja, krepko čez 100, če zdaj ugotavljamo, da je 8. sezona, cirka 15 do 20 na leto smo jih obdelali takih zgodb. Kako pa po covidu pluje vaša barka, podjetje Spintek namreč, kako kaže, kakšna so vaša pričakovanja? Ja, po dolgem času lahko rečem, da odlično. Torej, 3 leta po covidu bo Spintek podvojil prihodke, kakor jih je imel pred covidom. Tako da covid je bil za nas velika preizkušnja, praktično, če takrat ne bi država pomagala in če ne bi bili mi kreativni pri iskanju rešitev, bi nas skoraj pokopalo. Smo pa vedeli, da takoj po covidu bomo ponovno uspešni in to smo tudi dočakali. V času covida smo razvili nove produkte, predvsem smo razvili sodelovanje z Združenimi državami Amerike, kjer prej nismo imeli posla in je danes to naš paradni konj. Največ posla tam opravimo. Ponovno se dviguje Azija, Južna Amerika nas ves čas dobro spremlja, v Avstraliji so spremembe pozitivne. Tako da trenutno res povsod, kjer imamo krake, vse teče precej dobro. Zelo dobro zavezništvo imamo z eno nemško firmo, z Merkurjem, tudi tam kaže v redu. Tako da ena lepa bodočnost se kaže vsaj naslednjih 5 let. Lepo slišati tudi nekaj optimizma, kajti napovedujejo se tudi črni oblaki, kar slišim podjetnike tako govoriti. Kaj pa vem, ti črni oblaki, vedno se najde nekje, da je nekaj, bom rekel, nekje nek problem. Ampak podjetnik je ravno tak človek, ki mora znati krmariti v vseh nevihtah, mora znati nastaviti jadra na vse vetrove, bom rekel, in premagovati ovire, včasih malo hitreje, včasih počasneje. Ne sme se ozirati in se pustiti prestrašiti takih napovedi raznih. No, ko smo že pri vremenu, pomlad, turistična pomlad je prejšnji teden potrkala tudi na vrata v Bukovici. Imeli ste turistično borzo, gospa Lojk. Kako ste zadovoljni s samo pobudo, s samim obiskom? Ja, še smo pod vtisi tega res lepega dogodka, ki se je dogajal prejšnji četrtek v dvorani v Bukovici. Gre za največji dogodek, ki ga organizira naš Zavod za turizem. To je poslovni dogodek, ki je namenjen našim ponudnikom. Predvsem smo z dogodkom že 3. leto želeli, da organizatorje turističnih potovanj, to so dejansko agencije, tiste, ki formirajo, tvorijo programe v tujih državah, smo želeli jih približati našim ponudnikom,
da spoznajo našo ponudbo, produkte naših ponudnikov in seveda, da mrežijo med sabo in da sklenijo kakšen posel in da se čim večkrat pojavljamo kot destinacija v katalogih za potovanja tujih držav. Kako izboljšati kakovost v turizmu, kje vse poiskati priložnosti, tudi v luči Evropske prestolnice kulture, kaj je raznolika, kakšna je ponudba, turistična ponudba na širšem Goriškem, bomo govorili, gosta z nami danes Goran Miškulin, podpredsednik Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina in direktorica zavoda Erika Lojk. Lotili smo se že prej na kratko Bukovice in turistične pomladi. Dejali ste, da so se res odzvali delavci turizmu od blizu in daleč in ponovno je bilo slišati, da ima Goriška velik potencial. Kako ga izkoristiti? Ja, na dogodku se je predstavilo na 50 mizah 50 ponudnikov in imeli so možnost, da v dopoldanskem času prisluhnijo tudi vsebinam na temo kakovosti v turizmu. Imeli smo zelo zanimive predavatelje, ki so s primeri dobrih praks povedali, kako se dela tudi v tujini, kako lahko dvignemo kvaliteto tako z outdoor turizmom, to je turizem aktivnosti v naravi, potem kako se dvigne kvaliteto tudi v kulinariki, katere vrst restauracij, katere vrst gostiln, tudi domačih, so tiste, ki dejansko privabijo gosta, ki so pristne, ki imajo lokalno hrano. In kaj je tisto, ki je pa na višjem nivoju, kot imamo tudi v destinaciji Mišlenove zvezdice, ki dviguje pa imidž same destinacije. Tako da, kot rečeno, dopoldanski del je bil namenjen temu posvetu, odzivi ponudnikov so bili fenomenalni, lahko rečem, in tudi si še želijo takih in podobnih izobraževanj. Popoldanski del pa, ki je bil namenjen v turističnem jeziku, rečemo borzi med ponudniki in preomenjenimi turoperaterji, je pa prinesel med njimi poznavanja mreženja, kot rečeno. So pa turistični ponudniki nam kar podali nekaj odzivov na njihov obisk, kajti oni niso prišli k nam samo v četrtek popoldan, ampak so bili v naši destinaciji že od ponedeljka zvečer in so si ogledali tako Vipavsko dolino in Novo Gorico, kot tudi dve sosednji destinaciji Brda in Kras. Namreč tudi njihov odziv vam je veliko pomenil? Je, veste, zanimanje v dejansko zavedamo se v našem zavodu, da ko tvorimo turistične produkte za države, ki so malenkost bolj oddaljene, moramo vključevati ponudbo, ki zajema malo širšo okolje, kajti cilj je, da pri nas ostanejo čim dlje, da jim povečamo dobo bivanja, se pravi, jim moramo ponuditi malenko širšo okolje, s katerim bodo ostali pri nas več dni, kot bi sicer. Na to temo bomo tudi v nadaljevanju še nekaj rekli. Gospod Miškulin, vi ste tudi seveda direktor in večinski lastnik podjetja Spintek, ukvarjate se tudi s turizmom. Zakaj prav turizem? Morda najprej eno vprašanje. No, ta del, ko se mi ukvarjamo s turizmom, je restauracija, to je bolj hobi iz vidika enogastronomskih užitkov in seveda neka taka lokalna ponudba z neko mojim osebnim zavedanjem, kako mislim, da bi bilo prav, da se ponuja lokalno hrano. Samo igralništvo, s katerim se ukvarjamo, pa tu pa nismo vpleteni v turizem, ker tu smo bolj tehnična dejavnost, bom rekel, smo bolj ponudniki produktov za igralnice, ki so, lahko rečemo, del turizma mogoče. Vas pa privlači turizem, lahko rečemo? To pa ja, predvsem zato, ker Vipavsko dolino vidim kot res en turistični biser, ki je skladen z vsemi trendi. Danes trende imamo v mislih lokacija, klima, v kateri živimo, zeleno, varno, prijazni ljudje, angleško govoreči ljudje. To, bom rekel, razvita evropska mesta, od kjer prihaja večina turistov. Danes je to trend, to imajo radi. Mi smo še dokaj neznani, bom rekel, neokrnjeni in tu vidim zelo velik potencial. Tudi zato letošnja tema, prav turizem, morda tudi v luči Evropske prestolnice kulture, ki jo vsi
vidimo kot nek velik projekt, kaj ne, gospa Lojk? Seveda, od naslednjega leta se pričakuje veliko, tudi velik porast turistov. Moram reči, da je zanimanje za Evropsko prestolnico že letos. Pred kratkim smo se udeležili borze v Berlinu, kjer je tudi bil kotiček posebej namenjen Evropske prestolnice kulture, namreč simbolično je bil Trg Evrope preseljen v Berlin in res nas je pozitivno presenetilo, da spet poslovna javnost, kajti sejem je bil namenjen poslovni javnosti, je spraševala o temu, kaj se bo naslednje leto dogajalo. Se pravi, so bili seznanjeni s tem, da bo Nova Gorica skupaj s sosednjo Gorico Evropska prestolnica kulture in želijo ob teh največjih dogodkih tudi pripraviti posebne potovalne programe za njihove stranke. V času covida so se spremenile potovalne navade. Kaj danes turist išče in kaj ga navdušuje pri nas? Kaj pogrešajo morda direktorica Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Erika Lojk? Kaj torej opažate? Jaz bom povedala, kaj opažajo ljudje, ki nas obiščejo, oziroma spet pod vtisi turistične pomladi, kaj so vsi ti turoperaterji, 20 jih je bilo iz 8 evropskih držav, nam na koncu povedali. Glavno sporočilo je bilo: cenite, kaj imate. Cenite zeleno, cenite butično, cenite pristno. To je se nanašalo tako na samo kulturno dediščino, katero so pač videli, kot na aktivnosti, ki smo jih predstavili, zlasti pa tudi na kulinariko. Oni so poudarili to, da tisto, kar prihaja iz njive na krožnik, je nekaj, kar je nam samo po sebi umevno, v tujini pa to ni. In to je tista stvar, ki jo moramo ceniti, kraj, v katerih živimo, in to tudi dejansko predstavljati s ponosom naprej. Kaj opažate, gospod Miškulin, kje je še prostor za priključevanje morda posamezniku na ta turistični vlak, ki verjamemo vsi, da ima zagon? No, če se najprej navežem na Eriko, se zelo strinjam s tem, da ne vidimo dostikrat, kaj imamo, bom rekel, na pladnju že. Zdaj, zakaj ne vidimo? Generalno bi rekel, mislim, da ljudje premalo potujejo, da bi videli, kako je drugje po svetu in kako preproste ali pa, preproste stvari se drago prodajajo. Stvari, ki so daleč od tega, kar mi imamo možnost ponuditi, in potem bi mogoče prišli domov in bi bolj cenili in bi rekel, vse smo pa res face, ki imamo vse to, ne, na razpolago. Drugače bi dal 3 glavne usmeritve. Torej, mislim, da mi moramo povečati prenočitvene kapacitete, ki jih primanjkuje po vseh analizah, ki jih delamo. To so majhne podjetniške investicije. Nekdo je podedoval hišo ali pa podrtijo, bom rekel, pa jo preuredi lahko v nek butični kmečki turizem. Nekdo ima viška sobo doma, pa jo lahko prek Airbnb-a oddaja ali pa preko Bookinga. Veliko je takih majhnih investicij, ki bi povečale prenočitvene kapacitete, ki so potrebne, mogoče je potrebno nekoliko suporta ljudem, ki bi se za to odločili. Drugo, podaljšati čas bivanja. Ljudi, ki so pri nas, ki se zdaj nekje gibljajo okrog 2 dni, da gremo nekam proti 3. dnevu, to lahko naredimo z pestrejšo ponudbo. Mi imamo dovolj pestro ponudbo tu v smislu danosti, jo pa nimamo še dovolj dobro organizirano. Če pogledamo, kot posledica Prve svetovne vojne je veliko za ponuditi, kot posledica Druge svetovne vojne, kot kolesarjenje, zelene strukture, cela Vipavska dolina v smislu ob Vipavi bi se lahko marsikaj skreiralo. To in povečati porabo na gosta. Porabo na gosta je pa, bom rekel, da ne gremo v nek masovni turizem, ampak mislim, da si zaslužimo, dolina je tako lepa, da si zasluži en malo bolj butični turizem, kjer so produkti zelo avtohtoni, zelo, bom rekel, tradicionalni in seveda nosijo tudi svojo ceno. Prejle smo že načeli temo nekako kakovosti v turizmu, kot ste tudi spregovorili na nedavni turistični borzi v Bukovici, direktorica Javnega zavoda Erika Lojk, in govorili smo tudi o primerih dobre prakse. Že omenim butični turizem od mojega sogovornika, jaz bi dodala še to,
butični turizem je lahko razumljen na različne načine, ampak butično lahko predstavlja tudi, kar imamo mi, in prej nisem omenila, stik s ponudnikom, stik z nekom, ki je v primeru našem, ker smo vinska destinacija, pač vinar. To je bil tudi en tak poudarek, se pravi pristen odnos z gostiteljem, in to isto velja za te namestitve, ki so manjše. Pridejo gostje vedno v stik s tistim, ki je lastnik te namestitve, in to daje res neko drugačnost, neko butičnost, ki jo običajno taki ljudje, ki izberijo to vrstne destinacije, potrebujejo. Ker tisti, ki izbere tako destinacijo, kot je Nova Gorica in Vipavska dolina, običajno jo izbere zato, ker si želi to vrstnega dopusta, zelenega, mirnega in butičnega, tako imenovanega, ne? Kaj pa morda to povezovanje, kot ga je gospod Miškolin izpostavil? Povezovanje ponudnikov. Povezovanje ponudnikov, vemo, da javni zavod je pred leti sicer že zaživel, tako, ampak kako ocenjujete to povezovanje? V redu, mi na povezovanju ponudnikov zelo veliko delamo in prav z izobraževanjem ponudnikov in z našimi srečanjimi z njimi dosegamo to, da se uvajajo novosti oziroma da se dviga kvaliteta v turizmu. Recimo, lahko dam en primer, ki smo ga imeli pred kratkim na našem drugem dogodku, ki ga imamo jeseni zelenem dnevu, ker so ponudniki z njihovim primerom dobrih praks povedali, kako zadržijo gosta pri njih dlje časa. Pa morda smo na Goriškem dovolj podjetni, če tako rečem, da zgrabimo priložnosti, ki smo jih nanizali tudi v današnjem pogovoru. Kje so morda ovire? Podjetni, tako generalno težko odgovoriti, podjetni so vedno posamezniki. Pač za podjetništvo je treba imeti karakter primeren, lahko pa okolje stimulira tisti, ki so na meji, ki ne vejo še, so dovolj samozavesti ali ne, bi se v podjetništvo vključili. In tu mislim, da nam manjka. Tako v šolstvu, v programih, bom rekel, dodati znanja o podjetništvu, ampak govorim, mogoče že ob koncu osnovne šole pa začetku srednje šole, recimo to, kar spodbuja Primorski tehnološki park, je ena taka lepa iniciativa. Razne delavnice, razni, bom rekel, primeri uspešni iz tujine, ravno tako nekje na podeželju, kako so se spraševali 20 let nazaj in kam so prijadrali do danes. Tu je mogoče zavod tisti vpoklican, ki bi za tak prenos znanja moral skrbeti. In potem, ko se ljudi ozavesti, ko postanejo malo bolj samozavestni, se tudi lažje lotijo takih, bom rekel, korakov. In tle potem je nazadnje še občinska uprava, če tako rečem širše, ki bi morala postopke poenostavljati, razne manjše investicije, ki bi se dogajale, gradbena dovoljenja mogoče in podobno, ki bi morala nekako razumeti, da je suport občanom in da jih mora spodbujati v neki smeri, za katero se pač občina strateško odloči, da je ta prava. In je turizem ta prava smer, gospa Lojk? Turizem je gotovo zelo pomembna gospodarska panoga, tudi na našem področju, in tudi jaz menim, da z vzpodbudami, lahko tudi vsebinskimi, kot rečeno prej od gospoda Miškolina, tudi z izobraževanjem potencialnih novih namestitvenih kapacitet, bomo dosegli tisto, kar si želimo. Dolgoročno gledano, mi bi si želeli povečati prihode naših turistov do leta 2030 za slabo tretjino, za 30%. In temu primerno seveda morajo slediti tudi namestitvene kapacitete. Recimo, če govorimo o ovirah, nekdo bi rad pričel z glampingom, ki je še vedno zelo priljubljena oblika prenočitve in se tu spotakne brez dna občinska dovoljenja. Tu morda ovire, kaj pa še delavci v gostinstvu? Vemo, da je težko te dni dobiti delavca, gospod Miškolin? Ja, ti procesi, bom rekel, verjetno ste imeli v misli pridobiti delavca iz tujine. Ti procesi so kompleksni, ampak jaz ne bi toliko stavil na te delavce, jaz bi jih iskal v domačem bazenu. Ker mislim, da jih je dovolj, treba jih je motivirati, aktivirati. Torej, nekdo, ki zaradi življenjskih okoliščin ni še dobil na svoji poti širine dovolj, ali zaradi, ker se ni odločil, da bo šolo nadaljeval, ali zaradi tega, ker ni bil dovolj motiviran, kdo ve zaradi česa, mu je treba pomagati. Take ljudje spodbuditi, ker jaz sem prepričan, da imamo dovolj kvalitetnih ljudi v domačem bazenu,
da pokrijemo čisto lepo turizem, vse funkcije, imamo dobre kuharje, imamo dobre natakarje, samo to ni več natakar kot izpred 20 let, ki bo delal vse sobote, vse nedelje, vse noči in bo slabo plačan. To je natakar, ki si hoče zaslužiti kvalitetno plačo, če se odreka družini in podobno. In to je treba razumeti in to je treba tudi spodbujati. Tako da jaz bi se najprej fokusiral na lokalni bazen, glede ljudi. Predvsem, če želimo biti butični, to, kar smo se prej pogovarjali, je dejansko delavec, ki je z lokalnega okolja veliko bolj primeren. Še nekaj o tem povezovanju. Govorili smo že, zavod je nastal pred nekaj leti. Kako je dejansko sedaj situacija v zavodu? Tako kot je nastal, je pravno formalno še vedno zavod, se pravi zavod, ki so ga ustanovile 3 občine, Nova Gorica, Ajdovščina, Renče, Vogrsko, ampak naš zavod se aktivno povezuje tudi z ostalimi zavodi v destinaciji, kajti v naši destinaciji Nova Gorica in Vipavska dolina je 6 občin in z njimi res delamo uspešno. Moram reči, da en lep korak je bil v preteklem tednu tudi na skupni razglasitvi županovih vin. Znani smo po vinih, letos imamo tudi vinsko kraljico s planine pri Ajdovščini in letos nam je tudi bilo ponos, da se je na skupni razglasitvi pridružil tudi župan občine Vipava. Torej smo imeli razglasitev 4 in ne 3 županovih vin. Tako da vsi taki koraki so dobri za dejansko povezovanje na področju turizma. Turista oziroma popotnika ne zanimajo občinske meje. Velikokrat smo to slišali, pa vendar smo včasih verjetno kar ujeti v to predstavo, zadržati prav v svoji občini turista. Direktorica javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, recimo, kako vi vidite to gost, kaj išče oziroma kako ga prepričati, da ostaja več dni? Je tukaj pomembno, da ga usmerjate samo znotraj destinacije? Sploh ne, mi vidimo to širše, vidimo regijo, prav z namenom večanja števila nočitev pri nas, s tem namenom tudi, kot prerečeno, študijska tura naših turoperaterjev se je dogajala tako v Vipavski dolini, Gorici, kot tudi na Krasu in Brdih. Verjamemo v to, da gost, ki ima nekaj nastanitev in ker so kratke razdalje, se bo zapeljal tudi na ogled z raznih znamenitosti ali vinskih degustacij ali do kakšne restauracije tudi v sosedne kraje in spoznal več in s tem seveda se odločil, da ostane pri nas dlje. Zdaj, en del je na nas, ki tržimo destinacijo in da povemo res, kaj imamo in da širimo asortiman naših turističnih produktov. Drugi del je pa delo z našimi ponudniki, kajti v praksi se je izkazalo, da tisti, ki so najbolj aktivni in tisti, ki gostu ob sami rezervaciji ponudijo tudi možnosti preživljanja prostega časa v naši destinaciji, velikokrat dosežejo, da jim gost, če je imel namen ostati 2 noči, ostane tudi 3. ali 4., da doživi tisto, kar sploh ni vedel, da obstaja. Goran Miškolin, direktor in večinski lastnik podjetja Spintek, je tudi z nami. Kako sami opažate recimo na vašem področju, oziroma bomo rekli v Bukovici ob jezeru, ste zasnovali tudi turistični projekt. Kje je ta, katere goste želite tja privabiti? Ta projekt ima nesrečen začetek, žal, in tudi zdaj se kar vleče, torej družba, ki je bila ustanovljena kot projektna družba za investicijo, še vedno nima v lastništvu zemljišča, tako da ne more nič narediti, bom rekel. To so ti počasni mlini, ki... Ovire, o katerih smo govorili. Ja, recimo, tako da tudi moje osebno, jaz glede na to, da mi Spintek trenutno zelo dobro teče in vsak evro, ki vložim v Spintek, se mi zelo plemeniti. Vsak dan, ki ga zamujamo na tem projektu, sem jaz tudi bolj oddaljen od tega projekta, ker fokus je zdaj izrazit na Spinteku. Ampak imate pa idejo še vedno o tem, da bi turizem... Imam še vedno, bomo videli, kakšne bojo okoliščine v trenutku, ko bomo sploh lahko razmišljali, da gremo naprej. Omenili ste že, da je to območje zares edinstveno, oziroma ga vidite nekako kot območje velikih priložnosti. Drži, to je z vidika igralništva. Torej, z vidika turizma ta nadgradnja hotela zaradi pomanjkanja prenočitvenih kapacitet, tako da to bi bilo sigurno dobrodošlo. Sama, bom rekel, turizem, danes jaz turizem ne vidim kot obiskovanje znamenitosti.
Ker tak turist, danes je internet, si poišče to informacijo na internetu in se lahko sam organizira in skoraj ne pusti kaj dosti denarja, razen ko je lačen. Doživetje. To pa je nekaj posebnega. To, kar vključuje človeško energijo, vloženo v to doživetje, ki je potem povezano s turistično znamenitostjo in z vsem, kar pokriva turizem. Ampak tu mora biti še eno srce zraven, bom rekel, ki se je pripravljeno dajati in to dvigne ceno. Tu je po moje v današnjem turizmu glavna dodana vrednost. In to mogoče še komentar prej, ker ste omenjali destinacijo. Turist ne ve, a je prišel v Bukovco, a je prišel v Ajdovšno, ali to bo se šele naučil, ko bo tu. On ve, da bo šel nekje na severno Primorsko, kjer je sotočje dveh rek, Soče in Vipave, kjer je na meji z Italijo, kjer se bo zgodil EPK in verjetno je kakšen poseben dogodek. To je njegovo generalno razmišljanje. In reče, ok, ko želim že tu mimo, se bom pa še tu 2-3 dni ustavil. Tako da mi navzven absolutno moramo komunicirati kot destinacija. Ne glede zdaj, koliko jih je v zavodu, upam, da se bo priključila občina Vipava, ampak tu so še Goriška Brda, tu je Miren Kostanjevica, ki dobro funkcionirajo in navzven mi moramo delovati, ko gremo na sejme in tako naprej, kot ena destinacija, kot eno vabilo. Potem, ko smo tu lokalno, se lahko malo pohvalimo, imamo več vinorodnih okolišov in tako naprej in se lahko začnemo malo drobiti. Seveda v ozadju se moramo zmeniti za neko formulo, kako si bomo porazdelili, kar je prišlo, tako da tisti, ki bo več delal, bo tudi več dobil. Recimo, če pogledamo tujino smučišča, če bi omejili smučišče, da mora živeti od prodanih smučarskih kart, bi ugasnili vsa resna smučišča. Ker je pa ozadji državne strategije, ki podpirajo smučišče in odzadaj imajo formule, kako se prenaša denar iz hotelov, iz, bom rekel, prenočišč in drugje, skoraj turistične takse in podobno, in se na nek način preko davkov in preko države financirajo tudi smučišča, celotna destinacija kot celota funkcionira dobro. Kar nekaj več turistov kot ponavadi naj bi se zgrnilo v prihodnjem letu v širšo Goriško regijo, v letu, ko bosta Gorici nosili naziv Evropska prestolnica kulture. Z nami ostajata Erika Lojk, direktorica javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, in Goran Miškulin, direktor in večinski lastnik podjetja Spintek. Kaj bi lahko rekli, območje že v zadnjih letih beleži lepo rast, kateri segment najbolj narašča? Lahko res tu stavimo na ta kulturni turizem, gospa Lojk? Gotovo bo naslednje leto več gostov usmerjenih v kulturni turizem. Ne smemo pa pozabiti, da bo te obiske zaradi kulturnega turizma potrebno oplemenititi in jim pri bivanju v naši destinaciji ponuditi tudi dodatne storitve. Če se osredotočimo na Novo Gorico, na Evropsko prestolnico kulture in pogledamo, kaj imamo turističnega za ponuditi tako letos oziroma v preteklih letih, kot tudi v bodoče, je gotovo naša zgodba brezmejnosti. Zgodba trga Evrope, če lahko tako rečem, ki sam po sebi kot trg ne bi bil tako velika atrakcija, če ne bi imel poleg zgodbe. Zgodbe druge svetovne vojne, zgodbe meje in zelo zanimive za turiste zgodbe tihotapljenja, po domače švercanja. In na to tematiko tudi na Zavodu za turizem razvijamo turistični produkt letos, ki bo potem na razpolago od 2025 naprej. Gospod Miškulin, prejle smo govorili na temo, kako obiskovalce fascinirajo pravzaprav take stvari, ki smo jih mi že vajeni oziroma ki so nam običajne, kot je prigrizek v kleti oziroma da si sami natočijo mogoče kozarček vina. To so tiste reči, ki pravzaprav ostanejo potem v spominu. Morda tukaj spodbuda še komu, da odpre svoje kleti, se pridruži temu turističnemu vlaku? Ja, gotovo. Malo bi se še navezal na EPK. Torej, EPK je velika priložnost. Če sem prej malo bolj poudarjal Vipavsko dolino, bi zdaj Novo Gorico. Mislim, da je EPK zelo vezan na Novo Gorico in res priložnost za Novo Gorico, da se izkaže in da to ime potem tudi zveni še nekaj časa naprej. Imamo okolje, smo dobili EPK, smo na meji, imamo zgodbe, kot jih je prej Erika omenila, več zgodb, bom rekel, na tem področju. Imamo konec koncev predsednika vlade, imamo podpredsednika vlade. Tako da imamo vso podporo, da bi na tem področju v času EPK-ja prihodnje leto se res veliko zvenečih stvari zgodilo in bi to odzvanjalo še nekaj let in mislim, da se občina tega zaveda in tudi strategija, mislim, da je občina v to smer zelo usmerjena v tem času. Zdaj pa širše okolje, torej
če gremo spet na prenočitvene kapacitete, ki vemo danes, da jih ne bo dovolj v prihodnjem letu, torej spalo se bo menda 100 do 200 km v obsegu tu okrog, ker nimamo mi dovolj. Torej, vsi še je čas. Vsi, ki mislijo, da zmorejo v naslednjih pol leta nekaj narediti, mislim, da se bo investicija jim zelo hitro povrnila. Potem pa ta duša, o kateri sem prej govoril, to pa ima, mislim, da vsaka kmečka družina že prirojena pri nas. Treba jih je malo spodbuditi, da odprejo vrata, da te preproste stvari, kar počnejo sosedi, v bistvu, da v kleti narežejo feto pršuta in da si iz soda nalijejo kozarc vina. To 90% turistov iz zahodnih mest fascinira. In to je zelo preprosta stvar. In se da zaračunati z veliko dodano vrednostjo ta majhen, bom rekel, majhen tip ponudbe. Lojk, ki ima zraven navdušenje. Drži, imamo pač več anekdot na to temo, celo ena se nanaša na obiranje krompirja poleti, ko so imeli goste in niso uspeli se ukvarjati z njimi, potem so jih povabili v njivo in je bilo to za njih neko enkratno doživetje, da so lahko obirali krompir. Ja, skratka, na temo turizma bi zares lahko veliko še govorili. Če vas prav razumem, ceniti, kar imamo, ne se bati, podati v te vode, imamo zares veliko za pokazati. Bo tako nekako? Precej imamo za pokazati, od outdoor aktivnosti, se pravi zelene destinacije, do izvrstne kulinarike, vrhunskih vin, pa kulturnih znamenitosti. Težimo k temu, da se na teh lokacijah tudi dogajajo razni dogodki, se pravi povezujemo potem kulturo z našimi enotami kulturne dediščine in res izjemno in unikatno zgodbo brezmejnosti, pri tem smo pa v Sloveniji res edinstveni. Edinstveno, torej prvič v tej sezoni tudi na temo turizma koraki do uspeha. Gospod Miškulin, še zaključna misel? Ja, jaz bi dal sporočilo res kmetijam in družinam, naj se ne ustrašijo, naj delajo sicer majhne korake, ampak naj grejo v smeri razvoja turističnega, in drugo sporočilo, naj čim več odgovornosti predajajo mladim. Mladi, čeprav jih včasih vidimo zdolgočasene na internetu, ampak jaz sem prepričan, da je veliko takih, ki v njih klije ideja, ampak mogoče niso še imeli ta prave podpore, da se razcvetijo. Tako, hvala današnjima gostama za obisk v studiu. Mi bomo še naprej korakali do uspeha, tako da vabljeni v našo družbo tudi prihodnji torek. Hvala tudi vam, spoštovani in spoštovane, in prijeten dan še naprej. Koraki do uspeha.